Ja, lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Sem prav presenečen, da se toliko zbralo. V bistvu ne. Darkotova odločitev ni nič vplivala na mojo. Tudi moja odločitev ni nastajala tako hitro kot Darkotova. Jaz sem hotel zaključiti s kariero kajakaša že po lanski sezoni, vendar smo se potem z ljudmi, ki mi pri kajaku pomagajo, pogovorili in se nekako odločili, da poskusimo še v tem paraolimpijskem letu. Nekako smo videli, da imam realne možnosti, da osvojim kvoto za Tokio. Začel sem delati tudi z novim trenerjem v letošnji sezoni, z Mihom Brezigarjem, in sva res zelo, zelo dobro delala, dokler nas pač ta korona situacija ni priklenila na naše domove. Tudi takrat sem jaz doma še kar trdo treniral nekaj časa na ergometru, sam motivacija počasi pade, ko vidiš, da ne moreš iti v čoln, ne moreš iti na reko, na vodo. Potem so začeli odpovedovati tekme, potem so prestavili še paraolimpijske igre za eno leto in se pravi, motivacije za trening je bilo vedno manj. Plus tega, ko smo bili doma, smo se še bolj povezali z družino. Nekako sem videl, kako je lepo preživljati več trenutkov v domačem krogu s hčerkama, ženo, in poskusil sem nekaj novih športov, skratka nekaj prostorov okrog hiše, ki me je prej čakalo že vrsto let, in počasi uvidel, da bom zmeraj težje oziroma da je bo nemogoče še potem spet toliko časa nameniti vrhunskemu treniranju, in tako se je počasi rodila ta odločitev. Kako ste se pa sami zapisali športu invalidov? Kako, na kak način? Kako sem začel? Jaz sem začel kot plavalec in sicer leta 2003, takrat sem hodil plavati v Tivoli in sem mislil, da če pač invalid malo plava, bo šel pač kar na olimpijske igre, ne. In seveda temu ni tako. Za Atene 2004 sem gladko padel ven, sem bil daleč od kvote in tako naprej, in smo videli, da to ne bo šlo tako, in na tak način sem se potem spoznal z Borutom, in on me je pa dejansko tako kot rekel Dare, iz enega rekreativnega plavalca, ki komaj da plava naravnost, v bistvu naredil vrhunskega športnika in plavalca, in mogoče tudi z vrhom kariere nastopam na paraolimpijskih igrah v Pekingu. No, potem je tok življenjskih dogodkov pripeljal do tega, jaz sem takrat dobil družino, dva majhna otroka, končal sem specializacijo in študij medicine in ni bilo več toliko časa za plavanje, ne. Plavanje pobere res ogromno, 2krat na dan v bazenu, to gre praktično pol dneva. In zato sem prenehal s plavanjem, zaključil kariero. Leta 2010 smo bili v Eindhovenu z Darkotom skupaj še na zadnji tekmi. No in tako kot večina plavalcev sem se začel tudi jaz močno rediti, potem ko sem končal plavalno kariero, in se rekel, neč bo treba začeti malo migati. No, in tako sem spet po spletu naključij prišel do tega, da bi lahko začel s parakajakom. Tlele je direktor Kajakaške zveze Andrej Lenc pripomogel k temu, da smo lahko sploh začeli. Nismo imeli ne vesla, ne čolna, praktično nič, no. In tako smo potem skupaj naredili prve zamahe in zavesljaje in zgodbo spet popeljali v eno zelo uspešno do vrha, recimo v Riu, tako da tam tudi 6. mesto. Tako da tako nekako, no, in zdaj se tudi ta zgodba počasi zaključuje, ker zdaj tudi jaz sem zmeraj bolj star in najdem zmeraj manj časa ob družini, ob službi in tako da nič si bom mogel poiskati en drugi šport, kjer bo še malo manj časa za vložiti mogoče, no. No ja, če ni skrbno, se lahko poveva, s katerim športom se že ukvarjate? Zadnje leta poskušam lokostrelstvo. Opazil sem, da sem šel v plavanje bolj s tisto mladostniško energijo, trmo, brez glavo, na grobo moč praktično. Potem s kajakom se je stvar precej umirila, stvari so postajale planirane, usklajene in tako naprej.
in bolj inteligentno smo pristopili k zadevi. Zdaj v zadnjem času pa opažam, da me zanimajo bolj športi, kjer potrebuješ veliko razmišljanja, veliko razmišljanja tudi o obvladovanju telesa, skratka o inteligenci v športu, in tlele se pa v lokostrelstvu zelo dobim, tako da zdaj smo sicer še zelo na začetku, ne vem, če se bo to razvilo v neko resno tekmovalno kariero, želja pa je, seveda. Tako da, pa velika prednost tega je, da lahko treniram doma na domačem dvorišču, skupaj s svojo hčerko, ki tudi trenira lokostrelstvo, tako da lahko združim prijetno s koristnim. Skratka, hvala, poklon za vse, hvala. To je bila ena šola človečnosti, to je bila ena šola timskega dela. Tukaj bi povedal, da pravzaprav govorim v imenu kar nekaj, ki jih je v tej sobi trenutno. Jana Čander, Katja Osenik, Teja Košnjek, Kristina Žagar, Grega Nahtigal. To je bilo ves čas neko ekipno delo, kjer smo si skupaj pomagali. Pomagali ste nam tudi številni novinarji, ki ste spodbujali to zgodbo, govorili o njej. Tukaj je to, se oproščam za imena Meta in podobno. Bili so številni, ki so organizacijsko skrbeli za našo zgodbo, da je šla ves čas naprej, da so bili koliko toliko ustrezni pogoji. Tako da ta zgodba je res ena lepa, jaz bi rekel veličastna zgodba, skupaj z dvemi športniki s telesom in dušo. Oba sta že povedala, ker mnogokrat v javnosti ta šport invalidov velja tako, vse to je prav, da se ukvarjajo, ni, ampak to je dejansko, to lahko rečem tudi kot predsednik plavalne zveze, to je vrhunski šport, tu je ogromno odrekanja, Dejan je povedal 2 treninga na dan, enako Darko, plus suha vadba, plus študij, in vse to dati skupaj je ena fantastična zgodba, ki je v bistvu vse nas, ki smo bili v ekipi, krepila. Seveda so bili tudi težki, lepi trenutki, veliko smo skupaj dali skozi. Jaz upam, čeprav je to kao slovo, da v resnici je to premor. Namreč 2009 na svetovnem prvenstvu smo se vsi skupaj obljubili v Riju, da gremo v Rio na paraolimpijske igre. Zdaj ona dva sta šla, jaz sem zaradi nekih razmer mogel iti na olimpijske igre, tako da dolg ostaja. Upam, da ta dolg naš in dogovor izpolnimo vseeno v Tokiu. Če le najdemo še neko motivacijo, neke nove izzive, ki mislim, da so možni. Tako da jaz upam, da to ni konec zgodbe. Bi pa še povedal par stvari, to pa je, da je bilo res čas delati z njimi in da pravzaprav ona dva sta pokazala, da se da doseči v športu invalidov veliko za predanim delom in sta v bistvu pokazala, da lahko vse te ovire, ki so res v glavah, tako kot je tudi slogan naš, da se jih da prebroditi, da če je skupna volja, se zmeri najde tudi pot in mislim, da te poti so še možne. Upam, ne me preveč grdo gledati, mi bomo na tem še naprej delali. Tako da jaz bi rekel raje kot hvala, bi rekel nasvidenje, počakajmo, ta korona je obrnila svet na glavo, ampak igre jaz vseeno upam, da bojo v Tokiu in da bomo vsi trije izpolnili obljubo iz Rija 2009. Seveda pa vsega, kaj smo doživeli v teh 15 letih, ne smemo niti približno povedati, ker ni za javnost, ampak bili so res lepi trenutki, veliko smo dali skozi in mislim, da smo vsi s to zgodbo zelo veliko dobili. Našemu Dejanu Fabčiču. Zato bi na tem mestu predal gospodu Jelincu besedo. Ja, hvala. Tako kot Dejan rekel, da smo pri Kajakaški zvezi Slovenije na njegovo ob začetku njegove kariere bili zelo veseli, da se je odločil za trening in nastopanje v parakajakaštvu.
In praktično vsa zgodovina parakajaka v Sloveniji skoraj povezana z Dejanovimi nastopi. Nekoliko pred njim je sicer ledino na nastopih na svetovnih prvenstvih parakajaku oral Gali Akić, ki je bil naš prvi predstavnik na svetovnem prvenstvu 4 leta pred Dejanom, pa vendar Dejan se je prvi, ki se je resno lotil treninga ob njem. Dejansko je delala od vsega začetka ena velika, lepa ekipa zanesenjakov, ki so mu hoteli pomagati. Tukaj bi omenil Dejana Testena, Nino Mozetič, Jerneja Župančiča Regenta, zdaj v zadnjem letu Miho Brezigarja, tako da mislim, da je imel okrog sebe res eno ekipo pozitivnih ljudi, ki so se trudili, da so mu pomagali. Mi na Kajakaški zvezi Slovenije smo zraven pristopili predvsem z opremo, z sofinanciranjem priprav nastopov na tekmovanjih. Nekoliko kasneje se je pridružil tudi Paraolimpijski komitej, ker se jim zahvaljujem za vso pomoč, ki so jo Dejanu in seveda tudi parakajakaštvu nudili v vseh teh letih. In dejansko vrh tega nastopanja našega ali pa skupnega sodelovanja je bilo Evropsko prvenstvo v Moskvi, kjer je Dejan osvojil bronasto kolajno in seveda pa lahko rečem kot češnja na torto uvrstitev na Paraolimpijske igre v Rio in njegov odličen nastop in 6. mesto. Tako da mi smo bili veseli, da smo lahko sodelovali z Dejanom, glede na to, da je Dejan se že zelo zgodaj vključil tudi v samo, rekel, parakajakaško zgodbo, tudi kot rekel, podpornik celega športa naprej in naredil tudi izpit za klasifikatorja medicinskega, tako da upamo, da bo še naprej sodeloval z nami tudi na tem področju, da bomo vzgojili tudi njegove naslednike in zato se Dejanu zahvalim in mu tudi v imenu Kajakaške zveze želim predati eno malenkostno darilo ob zaključku kariere in pa hvala še enkrat. Hvala, gospod Jelenc. Super, hvala. Fotografi stanite na svojih mestih in kampani. Gregor Gračnar, še pozornost za Darka Đurića. Ne bom dolg, jaz bi se želel tudi zahvaliti predvsem Kajakaški zvezi Slovenije in pa Zvezi za šport invalidov, Paraolimpijskega komiteja in tudi, da želim si tudi jaz, da bi zgodba parakajaka šla naprej, da bi mladi tekmovalci prišli za mano, jaz jim bom z veseljem pomagal, kolikor bom le lahko, ampak da ne bi pa prav pozabili name, sem jim pa pripravil eno majhno darilce na steno, da bodo pač mogoče se kdaj pa spomnili tudi na naše parakajakaške zgodbe.